Pozdravljeni. Potegnili smo voz z blata, z velikimi mukami, ampak smo ga. Podobno je pri nas. Živimo v čudoviti državi, v srcu Evrope, imamo bogato kulturno in naravno dediščino, ponašamo se z različnostjo in raznolikostjo, nismo prenaseljeni. Moramo bi nam iti dobro, če ne že izvrstno. Kje je šlo narobe? Zakaj tu pred vami stojim brezposeln, reven in oblečen v svinjo? Zato, ker nisem zadovoljen z vodenjem države, ker se kot mlad in sposoben človek z državi počutim odveč. Ker imam občutek, da ljudje na položajih nimajo idej, nimajo načrta, nimajo vizije. Obnašajo se isto kot svinje v hlevu. S svojimi rilci rinejo po stvareh, ki se jih ne tičejo, tacajo po dreku in se valjajo po tleh. Človek jim je zanimiv zgolj takrat, ko je polni korito. Pa še takrat se ne znajo disciplinirati, ampak nastajajo in se prerivajo, katera svinja bo prej dobila svojo porcijo. Uradniki ne opravljajo svojega dela. Realnega stanja v državi niti ne poznajo, ker se ne upajo priznati, kako slabo nam v resnici gre. Na takšen način se ne more spremeniti nič. S takšnim delom smo samo ustvarili ugodne pogoje za pokvarjence, ki situacijo izkoriščajo in se bogatijo na račun drugih, tistih, ki delajo in pošteno živijo. Dovolj imamo tega. Voz je globoko v blatu, potegniti ga je treba ven, ampak ne s svinjami, ki bodo v breme, temveč s tistimi, ki bodo pomagale in vlekle, prinesle srečo. Vodenje države morajo prevzeti ljudje z veliko začetnico, obrazi, ki niso vpeti v umazane zgodbe, ki so na politični sceni že 20 let in več. Tisti, ki jih ni sram ljudem odkrito pogledati v oči in jim povedati resnice, ki bodo sposobni načrtovati prihodnost, ki bodo imeli odgovore na kdaj, kaj, kako in zakaj. Tisti voditelji, ki so pred, ne nad množico, ki bodo znali sami preceniti, kdaj državljani rabijo pomoč in podporo in kdaj rabijo čas in mir, da lahko razvijajo svoje potenciale in postanejo pomemben člen skupnosti, plačujejo davke, ustvarjajo, kupujejo stanovanja in živijo dostojna življenja. Shodi, protesti, vstaje so do sedaj prinesli nekaj pozitivnih posledic, ampak vseeno premalo, da bi lahko normalno zaživeli. Preveč državljanov živi pod pragom revščine, preveč ljudi mora vsak dan sklepati gnile kompromise, da lahko preživi, preveč ljudi je še vedno sklonjenih glav in vdanih v usodo. Rabimo ukrepe, ki bodo podprti z dejanji, rabimo učinkovito birokracijo, ki bo državljanom pomagala in pustila dihati obenem, rabimo nadzor, ki bo znal poiskati kršitve in odgovorne za njih. In navsezadnje rabimo sodišča, ki bodo kaznovala tiste, ki si to zaslužijo. Predvsem pa rabimo iskrenost in poštenje, da si iskreno priznamo, v kakšnem globokem treku smo in da se skušamo s poštenjem in skupnimi močmi potegniti iz njega. Hvala. In ja, ne, današnji shod je spet malo drugačen, ker moram priznati, da sem videl, da so prišli ljudje iz cele Slovenije in med njimi je tudi gospod Franc Plut, ki je prišel iz Novega mesta in je naš naslednji govorec. V imenu Kulturno-političnega društva Svoboda Straža pri Novem mestu vas, svobodne ljudi, prisrčno pozdravljam. Društvo Svoboda je del nestrakanske civilne družbe, ki je nastala kot logična posledica razmer, v katere nas je pahnila politika laži, prevar in kraje. Najprej v državi, potem pa tudi v občinah. V društvu smo združeni ljudje, ki zahtevamo, da država opravlja funkcijo za državljane, ne le za posameznike ali izbrane skupine. Smo del državljanov, ki se kuhamo v kotlu ustvarjene krize sistema, katere temelj je korupcija. Korupcija in to politična.
na vseh nivojih družbenega življenja, ki je omogočila uničenje krajev nacionalnega gospodarstva kot temelja socialne države. Zato nismo krivi državljani, ampak vse vlade v zgodovini samostojne Slovenije. Leta 1991 smo verjeli v boljšo prihodnost, zato smo na plebiscitu dali svoj glas za. Pokazalo se je, da smo se zmotili. To sicer ne pomeni, da smo naredili napako, ampak smo verjeli napačnim ljudem, ki so z zvitostjo pod krinko sprejeli takšno zakonodajo, ki je omogočila, da so se sami zavihteli na oblast, ki si jo vsaki 4 leta ali še prej podajajo iz roke v roko. Pri tem pa je najhuje to, da na račun državljanov jim iz denarnic na različne načine z davki in občinskimi prispevki iz žepa vlečejo še zadnji cent. Zato našim vladarjem iz tega mesta sporočamo, ne sprejemamo take države, v kateri uničujejo gospodarstvo, povišujejo davke in ljudi pehajo v siromaštvo. Kaj želimo sporočiti? To, da vemo, kaj je korupcija. To, da vemo, da korupcija omogoča država z zakonodajo in sistemom politike. To, da vemo, kaj se dogaja v zdravstvu. Vemo, zakaj ni zdravstvene zavarovalnice. Vemo, zakaj je na tem področju taka zakonodaja. Vemo tudi to, da je za tiste, ki nimajo denarja, oskrba utopija. Začne se pri kavi, domačem mesu, konča se pri evrih. Ni čudno, če ljudje govorijo o beli mafiji. Vsaka čast izjemam, ki jim gre čast. To, da vemo, zakaj imamo dodatno zdravstveno zavarovanje, zavarovalnic pa cela vrsta in še do zdaj, ne boste verjeli, nobeno ni propadla. To, da vemo, zakaj je propadla lesna industrija. V Straži pri Novem mestu dobesedno pada les na dvorišče propadlega Novolesa, pa ga pobirajo in za majhen denar in velike osebne koristi izvajajo že v tujino. Vemo, koliko gozdarjev je pokupilo gozdove, v kateri gospodarijo s svojimi ekipami. Edino naravno surovino tako lahko prodajajo le preko zelene mafije. To, da vemo, da namerno uničenje tovarne, ki jo potem kupi tuji kupec in nadaljuje z isto proizvodno, ali v izgrajeno infrastrukturo prenese svojo, ni prava tuja naložba. Če ima tujec interes investirati v naši državi, naj zgradi tovarno in zaposli naše ljudi. Država pa naj zaščiti naše gospodarstvo.